Kaj nam bo prinesla politična tekma v tednih pred drugim krogom predsedniških volitev, ko bomo dokončno izvedeli, kdo bo novi šef države? Zmagovalec prvega kroga, Borut Pahor, nima razlogov, da ne bi stavil na iste adute kot v prvem krogu. Sloganom in držo je namreč lahko sprejemljiv tudi za tiste volivce, ki so v prvem krogu podpirali tretjeuvrščenega kandidata desnice Milana Zvera. Zanje je lahko sprejemljiv tudi zaradi tega, ker ne nasprotuje vladi Janeza Janše za vsako ceno. Zanje je sprejemljiv zato, ker noče ustvarjati motenj za vlado, ne glede na to, da se v vseh pogledih z njo ne strinja, tako vsaj javno govori. Poleg vsega pa ima v rokah ključnega aduta, to je nepriljubljenost stare levice in struktur, ki stojijo za njegovim tekmecem Danilom Türkom. Ta je nedvomno največji poraženec prvega kroga, ne le zato, ker so ga zmlele zanj neprijetne teme, ki so jih odpirali mediji in ker je uspel Pahor v svojem naletu predstaviti sebe kot bolj povezovalnega kandidata, celo nekakšnega promotorja prepotrebne narodne sprave. Za aktualnega predsednika je drugo mesto prvega kroga volitev, ko naskakuje drugi mandat, poraz brez primere. Saj vendar predsednik praviloma skozi ves mandat na javnomnenjskih lestvicah kotira najviše, kajti predsednik je tisti predstavnik ljudstva, ki ga je na prejšnjih volitvah neposredno izvolilo največje število volivcev. In če je uspel v zadnjih tednih kampanje ta kapital izgubiti, je to resen problem zanj in za njegov štab pred drugim krogom. Ali se bo uspel pozicionirati kot anti-Pahor z odločilnimi in jasnimi, konceptualno različnimi stališči, pa je veliko vprašanje. Vendarle pa je Türkov tabor včeraj uspešno v javnost zasadil prepričanje, da je premalo volivcev odšlo na volitve in da so privrženci stare levice, ki jo posebljajo strukture okrog Milana Kučana, Foruma 21, Zveze borcev in drugih levo orientiranih civilno-družbenih organizacij, pretežno ostali v naslonjačih. To ne pozabimo, da tako kot bodo levi volivci šli glasovati za Türka, da ne bi zmagale ideje, ki jih promovira in uresničuje vlada Janeza Janše, tako bodo šli na volišče tudi desni volivci, ki nočejo, da predsedniška funkcija ostane v rokah ozvezdja Milana Kučana, Zorana Jankovića in drugih v slovenski družbi, še zlasti na desnici, že domala osovraženih osebnosti. In nedvomno bodo pomembno vlogo v drugem krogu spet igrali glasovi proti in ne nujno za.